Pozdravljeni vsi skupaj. Najprej res hvala, da ste prišli. Mi smo Altcraft Teater, torej gledališka skupina, ki deluje v bistvu pod okriljem pedagoške fakultete. Danes smo za vas pripravili predstavo Jeklene magnolije, avtorja Roberta Hasinga. Res upamo, da vam bo všeč. Mi smo se zelo potrudili, vložili smo veliko truda, pa tudi precej denarja. Tako da bi vas na tej točki samo opomnila na našo malo skrinjico prostovoljnih prispevkov, ki je spodaj, ker ste prevzeli karte, če ste jih, ali pa pač v avli na pultu. Ampak še pomembneje, res hvala, da ste prišli. Nobena predstava ni brez vas, brez publike, zares dokončana, tako da hvala, da ste prišli in boste dodali še to piko na i naše predstave. Zdaj pa uživajte. Še nekaj štrli. Ja, saj sem upala, da boste opazili. Sej, ponavadi ne pride to košato. To je samo od tega, ker sem živčna. Nič hudega. Ampak sem bila pa prva na frizerski šoli za pramena in previde. Ja, tehniko res obvladate nekaj, manjkaj vam samo še izkušnje. Prav sprejeti se. Najlepša hvala. Začemo pa kar takoj. Danes bova delali, da se bo kar kadil. Vanessa že pride, vroči se danes. Čakajte, vam bom pomagala. Polni ste drobnih las. Srček, tukaj not je toliko statične elektrike, da se me prime čisto vse razen moških pa denarja. Kje kuhamo kavo, veste? Vse ostalo pa zraven štedilnika. A vi kar prosim? Ja. Alina, moj lepotilni salon je daleč najbolj obiskan v tem mestu. A vas zanima, zakaj? Zakaj? Zato, ker imam jaz svojo filozofijo, ki se jo strogo držim že 15 let. Naravna lepota je nekaj, česar ni. Naravna lepota je nekaj, česar ni. Si dobro zapomnite, Alina. No, kako dolgo pa že živite v tem mestu? Šele pred kratkim sem se preselila sem. Nova priseljenka torej. Ja, povejte mi nekaj o sebi. Nimam vam kaj povedati. Preselila sem se sem in zdaj sem dobila službo. To je vse. Vašega avta pa nič nisem videla. No, avto pravzaprav ga nimam. Živim čez reko pri gospe Rozi Radkal. Ja, to pa ni tako blizu. Rozi Radkal. Ona je pa malo zmešana. A je to eno strelo? Ja, srček, mislim, da res. Ja, kako pa, da se strela tako prijazni sosedski? To ni tako enostavno razložiti. Je pa v zvezi s Vanessino poroko in njenim očetom. Ne menite se za to. Ja, tak. O, dan, Marija. Ja, živjo se zada. Joj, sem te že klicala, pa nisi bila dosegljiva. Ja, veš, sem že na vse zgodaj zjutraj šla od doma. Sem bila že na štadionu danes. Alina, rada bi vam predstavila gospod Brecelj, kdo pred kratkim prvo damo našega mesteca. Marija, to je Alina. Ja, veste, nisem zmeraj tako skuštraja. To je sam danes, ko sem bila na otvoritvi novega nogometnega igrišča. Ja, štadion so poimenovali po gospenem pokojnem možu. Ja, res. Ja, kako se pa pišete, draga moja? Poročena sem Dolenc. Aha, ja, pa ne poznam nobenega Dolenca. Šele pred kratkim sem se preselila sem. Drugače sem pa iz Reč. Aha, ja, te se razumem. Marija, klicala sem te, ker sem te hotela vprašati, če imaš kaj proti, da sfriziram najprej Vanesso. Kje pa? Ti kar za njo najprej vse nared, kar je treba. Jaz bom že počakala. Ta človek, koliko dokaj zdaj pa še nikoli ni bilo? Ja. Alina, mi bi rabile še nekaj brisač. Zadaj zraven pralnega stroja so. Kavo tudi. Hvala se. No, sej. Suzana, sej. Vse je kar simpatična punca. Kje si jo pa našla?
Ja, slišala je, da iščem pomočnico, pa je prišla vprašati. Tako se mi zdi, da ima nekaj za bregom. Ja, po čem to sklepaš? Kot prvo je poročena, stanuje pa pri Rozi Radkel in to sama. Ja, jaz če bila na tvojem mestu, bi tej zadevi prišla do dna. Se v resnici prav simpatična. Meni se zdi še zanimivo, da sem vzela punco s sumljivo preteklostjo. Kako sumljivo preteklostjo, Suzana. Saj jih nima več kot 18, pa še časa ni imela za preteklost. Ja, draga moja, kje pa ti živiš? Danes je sam za prid v puberteto že zadost, da imeti preteklost. To je pa nekaj zanimiv, poseben okus. O, fuj! Alina, kako ste pa pripravili to kavo? Ja, nalila sem vročo vodo v tisto zadevo. Kje ste pa vzeli vodo? Na špargetu je vrela. A hrenovk na dnu lonca pa niste opazili? Se upravičujem. Pejte še enkrat skuhati, prosim. No, vse veste, jaz sem zelo rada hrenovke. Je pa res, da jih po navad ne jem s sladkorjem pa smetano. Kakšna mednarodna špionka že ni. Viš, kaj sem mislila? Če se bo dobro izkazala, bi lahko dala garsonjera v kleti. Zdravljeni, gospe! Pa je prišla moja punči. Suzana, ko sem vesela, da vas vidim. Gospa Marija, se bi vas ljubila, samo na nohte moram popaziti. Kakšna lepa barva. Fatalna roza je pisalo. Se veste, te barve se pa čist nikoli ne imajo s tistimi na stekleničkami. Ja, to imaš pa prav, ja. Kje imaš pa mamo? Saj mislim, da pride kmalu. Živijo. Živijo. Jaz sem Elisa Arđin, kmalu bom pa lah. Jaz sem Alina, ta nova. Danes je Alinin prvi dan. A res? Alina, morate vedeti, da ste prišli delati najboljši. Absolutno drži. Vanessa, veš, da si rajš jezik odgriznem, kakor da bi kogarkoli kritizirala. Ampak tvoj oče bo dosegal, da si bomo iz obupa vsi po vrst populali lase. Veš, kako bo to slabo za moj biznis? Pa saj mislim, da grejo priprave na vrtu že proti koncu. Upam. Alina, kavico. Da. Res upam, da je kava tam se boljša. Ja. Nič ni že prav. Ja, kako je lepa. Ja, to je pa Britney Spears. Vanessa, a si prinesla tisto sliko s tisto frizuro, tako kot smo se zmenili? Ja, Suzana pa dobro si jo ogleda. Tukaj so pa še marjetice. Jaz sem čist preč. Zdi se mi, kakor da sodelujem pri enem takem stvarjenju. Da veste, zmeraj mi žarevajo eno tako čudežno lepoto. In jaz mislim, da mora biti to lepoto v svoji najčistejši obliki. Kaj pa misliš početi s tem? Nobenih marjetic ni na sliki. In boste že vpletli zraven. Hočem, da mi obkrožajo obraz. Drugače bo pa poroka v znamenju orhidej. Za tak romantičen videz. Gospa Marija, lahko. Hvala. Se bo še kava. Kakšne perfektne čevlje imate, gospa Marija? Ja, jih sem ti hotela jih pokazati. Sem pa res. Ne vem, no, jaz mislim, da jih bom dala kar stran. Se mi ne zdijo jih preveč fletni, no. Ja, no, da se noš prehitro zaletela. Če se jih boš pa res odločila, da stran jih bom pa jaz odkupila. Ja, koliko imaš pa številko noge? No, pri zelo kvalitetnem modelu mi je prav 38. 39 so mi sicer bolj komod, ampak za vsak slučaj kupam pa 40. Ja, moji so pa 41. Ja, tvoji bo pa glih prav. Živjo! O, mami, poglej, kaj še perfektne čevlje, gospa Marija. No, so že moji. Kaj se pa vi greste? Alina, to je moja mami. Kako grejo priprave doma? Kar v redu. Ja. Ampak prej je prišla Agata Baraga in hotela govoriti z očkom. Eden od njih zdaj že ziher, že mrtev. Ali pa tudi oba. Milena, ti se kar used.
Hvala, Marija. Lahko pomagam odložiti. Najlepša hvala. Kar tjale dajte. Alina, ne? Če sem prav slišala. Zelo lepo ime. Zanimivo. Jaz sem pa Milena. Veseli. No, kako se kaj počuti nevestina mama? Rajš ne sprašuj. A kje narobe? Nič, kar se ne bi dalo pozdraviti s tabletami. Sem razmišljala, če bi me lahko danes tak posebej sfrizirala za poroko. To pa mislim, da lahko kar Alina. A mislite, da bi lahko ti danes? Boste kar vi. Mami, to je živa katastrofa. Skleda to, da bi mi zaklam pujse skrbavil na rokah. Saj bova doma našli kaj primernejšega. Ampak, a bo roza? Gotovo je kak tudi roza. Ampak mora biti nežno roza. Če pa ga nimava, bova poslali enega tvojih bratov v trgovino. Bo že kakšnega našel. Ja, res me zanima, kakšnega bo izbral Tomaš. Ja, Alo, še jaz kako pomagam. hvala, Marija. Veliko si že pomagala. Mislim, da imamo zdaj vse pod nadzorom. Pa kar res mi je, žal, da je tako vreme. Upam, da se ne bo ulil. Mene pa všeč, da ni preveče. Veste, moja Vanessa se zelo močno poti. Hvala, mami. Kaj je? Grem stav, da je zame. Gotov sem jaz, ko lovim samo sebe. Ja, prosim. Ja, gospod, tukaj, ja. Samo trenutek. Milena, zate. Halo? Ja, Dejan? Ne, jaz je nimam. Pa če ti pravim, da je nimam. Če hočeš, da zdorim, ti povem, da si že prepozen. Še zadnjič ti povem, da je nimam. Ne vem, vprašaj mulca. Adijo. Ja, kaj bi hotel očka? Nič. Torej, Vanessa, lase bi želela imeti počesane na gori, Ja. spete, pri ušesih pa spustimo kakšen pramen, da ne Ja. bomo prestrogi. Na gor? Ja, mami, na gor. Tako kot Britney Spears. Kakšna Britney Spears? Kaj nisi prinesla slike Melanie Trump? Ne, prinesla sem sliko Britney Spears. Vsaj tisto neumno idejo o marjeticah sem mi uspela zbiti z glave. Glej, mami, ti samo lepo drž glavo naprej, pa bo vse v redu. Vanessa, kakšen pa je ta tvoj Jakob? Tako je fejst. Sprva se mi je zdel kot prava mora. Sčasoma pa se mi je pa ljubil. Zdaj sem pa čist nora na njega. Kje sta se pa spoznala? Na plesu v Lions klubu. Gledala sem ga in gledala. Bilo je nekaj izjemno privlačnega v tem, kako trapast je bil videti. Pa je tako zelo romantična duša. Ah ne, to pa ne. Čeprav je res, da mi podarja majhna darila in rože, če mu za dovolj zadržim. In je res, da mi je obljubil, da mi bo za vsako obletnico poroke podaril toliko rož, kolikor obletnico bova imela. Joj, To se mi zdelo zelo lepo. pa to je neverjetno romantična ideja, se ti ne zdi? Ja, se mi, če bi bila ideja njegova. Ja. Nama zelo zdi, da mi manjka vsem še 3 mesece, pa bi imela 50 obletnico poroke. Ta lump, tako se je trudil, da bi dočakal, pa mu ni uspel. Gospa Marija, se še spomnite dne, ko ste se poročili? Ah, ja. Vsega se spomnim. Rož pa, kaj smo jeli? Agata Baraga je bila moja družica. Res je bilo fleteno. Ja, upam, da boste vidva z Jakobom tudi ko srečna, ko se vam midva zavizata. O, gospa Marija, še marsikaj lepega boste doživeli. Ja, sej vem. Sam, veš, kot županova žena sem bila vedno v središču pozornosti. Jaz zdaj pa ni več tako. Taki, kot ste vi, pa sigurno ne more biti dolg čas. Ja, nikaj, Marija. Pride cajt, kaj treba pogledati resnici v oči. Saj z mano ni pa nič drugače. Otroka odhajata od doma, moj mož se pa že dobrih 15 let ni ganil izpred televizorja. Sami po sebi si morava priti na jasno, zakaj sva sploh na svetu. No pa dosti pridiganja za danes. Vanessa, a bosta z Jakobom živela v predmestju Maribora ali prav v centru? Ja, v centru, jasno. Oh. Tam ima tudi svojo odvetniško pisarno.
Imaš pa srečo. Odvetnikom v današnjem času res nikoli ne zmanjka dela, pa denarja tudi. Ja, to je res. Meni sicer to ni toliko pomembno. Bolj se veselim dela, da se bova skupaj postarala. Boš pustila službo? Ne, to pa res ne. Rada sem medicinska sestra. Rada sem obkrožena s vsemi temi majhnimi dojenčki. Ravno prejšnji teden smo imeli enega, ki se rodil 2 meseca in pol brez ura. Pestvala sem ga in se z njim pogovarjala, čeprav sem v resnici vedela, da nima šans. Žalostno. Ja, to se dogaja vsak dan. No, mi dva zdaj misliva, da bi bilo veliko boljše, če Vanesa po poroki več ne bi delala. Pa ne mi reč, da že 200 tič ta teden ponavljaš. Ena in isto. Ljubica, dobro veš, da ni dobro za tvoje ožilje, če si cele dneve na nogah. Alina, jaz vem, da je to vaš prvi dan, ampak ne vam ne bo nerodno. Kar povejte kaj. Sej, nimam kaj povedati. Milena, zdaj pa mislim, da bi bil že. Sajde, da te navijemo. Se to lahko danes prepustimo Alini, kaj praviš. A mislite, da bi lahko navil gospod že? Ja, res nisem prepričana. Danes je tako pomemben dan in kadar sem živčna, videl vse preveč košaco. A boste imeli obleko za čez glavo? Ah, vi jo samo lepo natopirajte, da bo zgledala kot hokejska čelada. Pa bo si Vanesa! Joj, mirno kri punce. Vanesa, povej nam raje še kaj o ohcetino. Koliko družic boš pa imela? 9. Marija sveta. Točno 9. Mami mi je usilila vse moje sestrične. Dobro veš, da ni šlo drugače, tako se pa jaz podobim. Pa če bo spadal skrajno bahaško. Veš, kaj očka vedno pravi? Vele bahanje, čisto sranje. Ja, ta slavni pesnik našega mesta. Joj, mami, kako bi se želela, da bi se že enkrat nehala spraviti na očka. A ni že dovolj, da mu gospa Agata non-stop je kri. Kakšne barve si pa izbrala za poroko, Vanesa? Bledo rdečo in rdečkasto rožnato. Njeni barvi sta roza in roza. Kakor sem rekla, bleda rdeča in rdečkasto rožnata. Jaz sem jo osebno želela pregovoriti, da bi izbrala primernejše odtenke, kot so peščeni pa marelični. Mami, pa dobro veš, da moja barva je pa ja roza. Ja, kakšno obleko imaš pa ti, Milena? Peščeno pa marelični. Seveda. Pa ti, Marija? Ja, jaz sem pa tako bež čipkasta, čisto koliko. No, ampak jaz sem pa v seksi modrem šiftonu. Ja, mamina obleka je tudi fantastična. Več je dala zanjo, kakor jaz za svojo poročno. To pa ni res. Bila je v super akciji. Ja. Super akcija je bila to, kako si to povedala očku. No, Vanesa, kakšno boste imeli pa kaj okrasitev doma na ohceti? Vse bo v girlandah, po tripajočih lučkah in v bazenu bojo plavale cvetovi magnolije. Sam upam, da ne bo Dejan utrgal kakšnega cveta z Agatine strani magnolije, drugače nam do konca življenja ne bo dala miru. Toto bomo postregli v bazenu. Sicer pa bomo imeli 2 poročni torti, ker je ženi živel svojo. Ja, ženinova poročna torta pa je tudi edina stvar, glede katere se z Vaneso strinjava. Ja, ker bo v obliki na gnusnega dinozaura. Dinozaura? Ja, to pa je malo nenavadno. Ogabno je. Sivo glazuro ima. Ne predstavljam si, kako sploh narediš sivo glazuro. Ja, in krema noter je rdeča. Krvavo rdeča. Zato bomo postregli z razkosano živaljo, iz katere se bo cedila kri. Ja, pa vidva z Jakobom, a vseeno kaj najdete časa za romantiko? Šla sem se večkrat na obalo. Vanesa, nehaj. Sam, da je nekaj romantičnega, jaz tako radam čist mehka. Potem so se šla gola kupati in začela tam stvari. So vse ribe stran plavale. Prosim, Vanesa. Ja, reže dolg niso imeli v salonu take mlade čvrste punce, kaj? Res, ja. Bravo, Lina. Odlično vam gre. Hvala. Gospa Eržen, čudovite lase imate. In vaše lasišče je popolnoma zdravo. Hvala, se trudim. Čudovito delo. Hvala. Ja, pa ti, Vanesa, kako lepe lase imaš ti. Tako goste. Glava po koncu, ljubica.
Pusti me, Vanessa, Milena! Oj, ljubica, grem po sok. Suzana, v torbici imam bombone. Sem našla enega pepermintova. Ljubica, ti bomo prinesle sok. A gremo kaj še piškot? Ne, sok je boljši. Daj, ljubi, naredem požirek. Pisarčaj. Na čudrga da odnoče, name pepermint čez pa sok. Saj se ne čudim, vrsta stresla okrog roke. Daj, ljubi. A ne pokličem režilca? Ne. Vanessa ima sladkorno. Samo preveč inzulina je dobila, saj se bo kmalu spet umirila. Mami, šla imam čokoladico v torbi. Pa saj nisi prinesla torbice s sabo, ljubi. Daj, naredi požirek. Vanessa, te redskej. Eno nekaj že. Zadnje čase se tako razburja. Na zadnjem pregledu jima je zdravnik rekel, da otroci ne pridejo v poštev. Ne govori meni, da mi ni zraven. Lej, no, že prihaja vse. Tokrat pa res ni bilo zelo hudo. A lahko še kaj naredim, a lahko... Ne, Vanesi bo kmalu odleglo. Sam najbolj se ne bo nič spomnila, tako da sam ne dela prevelikega cirkusa okrog tega. Zanjo je zelo pomembno, da je vse čim bolj normalno. Ampak to, kar si pa rekla o otrocih, Milena, to je bilo pa precej žalostno. Ja, Vanesa ima občutek, da se Jakob zaradi nje odpoveduje možnosti, da bi jih imel. Rekel mi je, da je budno trapasta. Koliko je otrok na svetu, ki rabijo to vodo. 10 jih bova posvojila, kupila jih bova. Mora biti pa dober človek, to Jakov. Ker mi postal jasen. Če je on tako neumen, da misli z mano preživeti do konca življenja, sem tudi jaz to trapasta, da se z njim poročim. Mami, prosti. Suzana. Nič hudega. Sam še malo z roko popravim, pol so pa že tip-top. Vanesa, to, kar je rekel Jakob. Mami, pusti. Zdaj v mojem življenju odločava jaz in Jakov. Jaz bom skrbela za njega, in on bo skrbel za me. To, kar je rekel Jakob o otrocih, o posvojitvi, je bilo čudovito, pa tudi zelo modro. Nobena sramota ni, če kdo ne more imeti otrok. Vanesa, si slišala, kaj sem rekla? Mami, po posvojitvah pa ja vem res vse. Vem, kaj moje telo zmore in česa ne. Nikoli ne bi naredila nekaj tako zelo neumnega. Ja, končno te je srečala pamet. Tako, Vanessa, zdaj pa pride na vrsto tvoje marjetice. Vanesa, ne. Mami, to je moja poroka. Super, res krasno. Jaz bi se naj spoznala na človeško psiho, pa še lastne hčere ne znam prepričati. A ja, se res, mami si jim že povedala. Ja, kaj pa nam ne bi povedala? Nič takšnega. Ampak zgleda, da bom napredovala v službi. Ja, postala bom tajnica v našem centru za pomoč v stiski. Ja. No, si tam pa res znate pomagati ljudem v težavah. Joj, jaz bi morala tja peljati svoje dva otroka, ki sta bila še mlada. Morala bi vedeti, da ima Lan težave, ker se njegovi namišljeni prijatelji niso več hoteli igrati z njim. Pa Suzana, si tvoja fanta sta čisto v redu. Ja, malo sta podovjana, druga sta pa prav super. A se zavedate, da smo prav nevljudne do uboge Anete? Ja. Alina sem. Alina, ja.
Mi se pogovarjamo, kot da je sploh ni zraven, pa nas še niti ne pozna. Vi kar kaj povejte. Nimam vam kaj povedati. Kje pa živite? Na vogalu Juršičeve pa druge ulice. Kje točno? Saj hiša se sploh ne vidi. Čez in čez je preraščena s plevelom. Potem pa najbolj živite pri Rozi Radkel. Ja, pri njej imam sobo. Pa, a se v redu razumeta? Zakaj? A kaj narobe z njo? Ne. A ste zadovoljni pri njej? No, vsake toliko jo zalotam, ko me gleda skozi ključavnico. O, Marička! Vi ker nič ne skrbite. Najbi še sam nehala imati svoje tablete. Bom se jaz oglasila v ponedeljek, pa prišla malo preveriti. Hvala. Vanessa, daj, prosim, popita sok do konca. Ne, Maja, mami je že v redu. Kar tega popi. Pa zakaj ga nočeš spiti? Prigrizek z družicami še ne bo tako kmalu. Susana, a veste, kaj manjka v tem prostoru? Kaj? En radio. Perfekten je za ozadje. Potem se nisi ves čas pod pritiskom, da se je treba non-stop pogovarjati. Ja, se včasih sem ga imela, dokler ga nisem treščila ob steno. In danes vem, da sem bila žrtev predmenstrualnega sindroma. Suzana, med darili imam 4 radije. Pa bom enega podarila. Joj, koliko si zlata ljubica. Ja, pa, a veste, kaj se mene govori? Da Ahačičevi prodajo radio HH. Ja, me prav zanima, koliko stanejo te radijske postaje. Ja, kakor jaz vem, niso prav poceni. Ampak je pa res, da če se malo znajdeš, se da s tako lokalno radijsko postajo prav lepo zaslužiti. Ja, to pa res. Ja, gospa Marija, zakaj pa vi ne bi kupili radijske postaje? Ja, pa res. Signarja imate že zadost. Ja, kaj pa naj počnem z njo? Pa vsi so bili vedno zame španska vas, s tem se ukvarjal Lojze. Ja. Vanessa, prosim, popita sok do konca. Pa daj mi že enkrat mir s tem sokom. No, dekleta, Vanesi je definitivno odleglo. Veste, vedno moram paziti, da imam v torbici kak bonbon. Za vsak slučaj. A bonbon? Daj vzem še malo karameli iz tistele sklečke tamle. A jih daš nekaj v torbico, Marija? O, res so dobre. V začetku tako malo torde, bolj pa kaj dolg časa cuzaš, pa naprav take fine mehke. Vse v enem, torde je perfektne za cuzat, pa take medene. Božansko. Joj, Suzana. Ja, Milena, a nisi rekla, da imaš vedno bonbona v torbici? Vedno. Ja. Kaj pa pol tole dela tukaj, a to tudi cuzaš? Marija, posprav nazaj. Nekakor ne sem, da ljudje prinašate orožje v moj salon. Kako si pospela očko s pištolo? Ja, vse jutro sem potrpežljivo čakala. In ko je šel na stranišče, jo je moral odložiti. O, sem jo vzela. Oprostite, jaz sem tukaj nova. A me mora biti kaj strah? Ne, Milenin mož je samo nor in v tem času strela kavke po drevesih. Vse polno jih je. Ja, veste, mi imamo na vrtu res velik sadnega drevja. In na njem je res polno ptičev. In ker je bila moja želja, da kavke ne bi stale po svatih, jih pač preganja s pokanjem. In zaradi tega je vsa soseska na robu živčnega zloma. Agata misli, da ima njena pasja Marcina prav zaradi Dejanovega streljanja take težave z glavo. No, ampak to s pištolo si pa genialno izpeljala, Milena. Vem. Okay, ampak kaj pa, če bo poskušal dobiti pištolo nazaj in bo prišel sem? Dejan ne bi živ prestopil pravega lepotilnega salona. Saj ne vem, kaj si predstavlja, da počnemo tukaj, ampak prav, da je to ženski teritorij. Ena čudna gospa gre z enim čudnim psom. Ja, to pa si kar naša Agata, ne? Ker grd pes. Kjere pasme pa je? Ja, če bi bil rek zlato, bi bil lisi. O, Bog, dej, da bomo zdržale. Zdaj je pa dost! Ko nisem ga našla? Počla bom od jeze. Da, Agata. Ne trud se biti prijazna. Me nič ne gane. Mal si pa vsem zgodnja. Pričakovala sem se šele okrog 11. Si zato sem pa flek.
Tega pasjega revčka moram odpeljati k veterinarju. Preden ga bo kap! Vi ste pa ziharta nova. A mi lahko prinesete malo vode? Že od zjutraj rjobam. Oprosti, Agata, stvari so vam res malček ušle iz rok. Ja. Saj nisi ti kriva, Milena. Svoje cajte sem te imela za noro, ker si se poročila s tem človekom. Zdaj pa vem, da ti je Bog zaupal eno prav posebno poslanstvo. Ne vem, kdaj sem nazadnje spala, ampak sem se kljub temu danes zbudila in se odločila, da bom začela od začetka. Da bom odpustila temu človeku, ne glede na vse, kar je naredil. In to tvoji poroki na čast Vanesa. In sem prišla na vrt. Do magnolije sem šla, ne? Na njej pa ni bilo niti enega samega sanca cveta. Agata, sodišče še ni odločilo, čigavo je to drevo. Moje. Sicer pa ne bo kakorkoli že. Mislim, da ne zahtevam kaj reči, če bi si rada z enim samim cvetom polepšala dom. Čisto sama sem na tem svetu, če ne štem psa. Ja, Agata. Res bi se lahko mislila, če kaj drugega, ker sem tista tvoja pasja Marcino. Zapri kljun, Marija. Stala sem tam in gledala svojo izropano magnolijo, ko sem čez ograjo zagledala Dejana. Pa sem ga vprašala, kako to, da na drevesu ni nobenega cveta. In mi je rekel, da je najbrž po noču vse odnesel veter. Potem sem ga pa vprašala, kako to, da jih je odnesel ravno v vaš bazen. In pa je ustrelil proti meni, že so to kakšne manire. Ne pretiravaj. Ti naboji so slepi. Sicer pa Dejan nikoli ne postrelil proti ženski. Res džentelmen, da je kaj. Stavim, da tudi posodo najprej izloži iz korita. To se pa vščije noter. Neokusna si. Jaz samo vem, da je moja uboga žival že čist na konc. V šoku je od tega. Pa si ziher, da je od tega. Rex je že zelo star. Jaz se samo ravnam po tem, kar mi je povedal veterinar. Gospa Agata, očka vas noče spravljati v žurice. Samo želi, da je moja poroka čim bolj popolna. Ampak to, kar počne z mojim psom, je nezaslišano. Res ne vem, kaj mi s tem revčkom. Ja, tle noter je polkanenih receptov. Duša draga, bi prosim pogledal skozi okno in popazil na mojega psa, medtem ko jaz to žgem Marijo po njenem nesramnem gobcu. Najbrž mi ne boste verjeli, ampak tole so moje najboljše kolegice. Ja, no, sej, zgleda prav fejst. Koža ima čist roza. Gospa Agata, za pramej vam lahko rečem, da ne bo niti enega strela več. Kar pomirite se, vzemite si kavico. No, drage moje dame, odlično se nam je šlo, ker z Vaneso bomo vsak čas gotovi. Tako da Alina, ko končaš z Mileno, greš lahko kar Agati frizirati lase. Vidiš, Agata, življenje je lepo. No, mogoče bom pa res ostala. Ampak če res ne bo več strelil, Ne bo. kako vam je pa ime? A ste mi povedali? Alina sem. Ja, ampak vi pa niste že prav dolgo v našem mestu, ker jaz poznam čisto vse, pa ne vem, če sem vas že kdaj videla. Šele pred kratkim sem se preselila sem. A s familijo? Sej nimam familije. A moža pa imate? No, moža, ne vem. Ne veste? Nisem ziher. Tole se sliši pa zanimivo. Ja, a ste poročeni ali niste? Na to res ni težko odgovoriti. Ne moram povedati. Seveda lahko. No, ne vem, če sem poročena ali ne, ker je zginil. Srček, dragi, moški so grozni. Vse je tako grozen. Branko, tako mu je ime. Prejšnji mesec sem se preselila sem in en teden nazaj, kot da bi se v zemljo vdrl.
pa ne veste, kam bi šel. Noben nič ne ve. Pobral je ves denar, vso zlatnino, še avto mi je odpeljal. Ja, kaj pa, če je bil umorjen? A ste šli na policijo? Ja, nisem. Ampak so pa oni k meni prišli. Pravijo, da je kriminalec. Droge ali nekaj takega. Najemnine za hišo sploh ni plačal, zato so me pa vrgali ven in sem se mogla preseliti v tej zmešani stari Radkeljki. Policija me kar naprej zaslišuje, ampak jaz nič ne vem. Pravijo, da moja poroka mogoče sploh ni veljavna. Ja, pa da mi niste nič povedali. Ja. Bala sem se, če me boste vzeli, če boste vedeli, da mogoče sem ali pa mogoče nisem poročena z nevarnim kriminalcem. Ampak vam obljubam, da ne bom nič slabše frizirala, ne glede na vse. Joj, to me sploh ne skrbi. Sploh ne vem, če se mi lahko zgodi še kaj slabšega. Ja, če hujšega nam še vrtno treba. Meni se zdite zelo pogumni, res. Prav res ste korajžni. Tako, sama sem. Od vse povsod prihajajo računi in jaz se skozi sprašujem, zakaj se to dogaja glih meni. Smo pa res ene tečne in zoprne babice. Kar naprej se pogovarjamo o znerviranih psih ali pa popolnih porokah. Vi pa preživljate takšne muke. Ne moram vam povedati, kako zelo mi je žal. Vse vam mora biti za umret dolgčas, ko nas poslušate. Včasih se res premalo zavedamo, koliko smo res v bistvu srečni. Ja, punce, kako je šlo pomagati, no? Že vem, danes vas vabim na moje poročno slavje. Boste poskusili en košček torte v obliki dinozavra. Res ne morem. Vsake toliko se začnem kar cveti. Ne prenesem, da bi bil kdo nocoj nesrečen ali pa žalosten. Morate priti. Vse ste tako prijazne. Naravnost uživamo, če smo lahko prijazne druga z drugo. V tem mestu tako nekaj dosti bolj pametnega za početi. Ja, ampak sej nimam nič za obleči. Prava reč. Poklicala svojega brata, pa bo pripeljal ene pa primernih oblek. Bom ga poklicala kar tako. Poslušaj, Katina. Garsonjera v moji kleti bo vsak čas prazna. Sam še toliko počakajte, da malo jo spravim v red, pa se jo pa le pridite pogledati. Pa za najemnino se pa že kako zmenila. Najlepša hvala. Ja? A me slišiš? Ja. Poslušaj, bratec. A bi mi naredil eno uslugo? Okej. Pojdi v mojo sobo in izberi dve moji, tri moje najboljše obleke in mi jih pripelji sem. Ne, Jan, mami nima očkove pištole. Kaj? Kaj hoče očka? Pa daj vstav ga! Ja, a kaj narobe? Ne, ampak mislim, da še bo. No je že! Kaj za hudiča? Kaj se je zgodil? Očka je z Janovim indijanskim lukom izstrelil dinamit med drevesa. Rex, kuš! Pa se Jan komu kaj naredil? Ja, ptiči kročijo vse strani. Iz vrta za vašo hišo se vali bel dim. Ja, posrečal se mu je, niti nekaj ptiča ne vidim več. Zdaj pa je z tega zadost. Šivka ga bomo drla. Gospa Agata, pač pa se je strgal z verige. Naravnost proti temu gre. Ne, recimo moderna živka pa še brez orožja ne veš. Ja, kaj se tej naredke? Agata, pokliči Cucka nazaj. Gospa Agata, to se moja poroka! Evo, Rex, daj ga! Ne! Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry
too, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Then an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby. O, Vanessa, si pa hitra. Sem te pričakovala šele po kosilu. Ja, z Jakobom sva se prej pravila, zaradi prometa. Kje pa so vse? Suzana in Alina sta šli ven, zamenjati varovalko. Tole smečico okrašujemo, a ko sem vklopila lučke, je vse vrglo ven. Kaj imaš pa tole? Darilo od Aline, uhane v obliki rumenih račk. Odkrila je čudovit svet, naredi so. Kako je, kaj s tabo, ljubica? Super sem. Res odlično. Dober zgledaš. Hvala. No, v bistvu morava z Jakobom, tebi in očku, nekaj vam morava povedati. Hotela sva vam povedati, ko boste skupaj, ampak ker to itak nikoli nista, sva se odločila povedati vsakemu posebej. Mami, noseča sem. Vanessa, Dojenčka bom dobila. sem razumela, ja? Ja. Kaj to je vse, kaj boš rekla? Kaj pa naj bi rekla? Čisto sem šokirana. Mislila sem, da... Mami, junija bo. In z Jakobom nameravala kupiti hišo. Kaj pa prav Jakob na vse to? Čisto je navdušen. Neprestano govori samo o tem. Posluša pa nič ne ta tvoj mož. To, kar ti govorijo zdravniki, zate tako vem, da nikoli ne poslušaš. On bi pa lahko. Mami, ne se jezi. Saj nisem jezna. Sam, to težko mi je. Mami, jaz hočem imeti otroka. Jaz mislim, da bo zelo dobro vplival name. Razumem. Mami, koliko sladkornih bolnic je že rodilo zdrave otroke? Pa ti si poseben primer. Zate veljajo določene omejitve. Mami, res se bom pazila. Boš videla. Nikomor ne bo nič manjkalo in noben ne bo žalosten. Še najmanj pa Jakob, seveda. Samo ljubosumna si, ker odločaš več vsem ti. Prosim, nisem te vzgojila, da se boš tako pogovarjala z mano. Ej, mami, zakaj moraš še vedno vse zakomplicirati? Če bi imela izbiro, da se imam pol ure fantastično, ali pa da se dolgočasim 100 let, bi vedno zbrala prvo. Suzana, Marijo! Mami, prosim, ne še nikomor povedati. Rada bi prej sama povedala očku. Saj veš, da jaz nimam navade govoriti okrog. Ja, poglej, no, kdo je prišel? Ja, pridno sem na te malo Suzana, vesel Božič! Alina, prid pozdrav, danes imam čisto posebno gostjo. Prišla si glih ta prav trenutek. Tole
Izletela te je posebna čast, da boš prižgala lučke na našem drevešču. A res? To pa je čast. Seveda. Živijo. Alina. Vesel Božič. A to si vse sama okrasila? Ja, vse skupaj ni nič poseben, ker samo vihari pa španje. Suzana mi je naročila, da jaz letos poskrbim za drevešček. Pa meni je vse všeč, če je vse na eno temo, ker Božič je letos tako skomercializiran. Ja, to pa res. No, moj mož je preurodil nekdanjo sobo mojega sina, tako da ima zdaj tam Alina svojo delavnico. Ja, ker so nje rada premehna za to. A vaša fanta prijete domov? Za Božič. Najbrž bomo samo jaz, moj stari pa Alina, seveda. Kar pridi, Vanessa. Čas nam bo. Upam, da ne bo spet vse pregoreli. Odlično. Vidiš, mami, jaz vem, kaj delam. Ti povem, Vanessa, tvoja mama je presrečna, da si prišla tako prej. Da boš lahko pomagala pripravljati božično rajanje. Našega tradicionalnega božičnega rajanja pa za nič na svetu ne bi zamudila. A ja, joj, se res, mami. Rada bi se znebila nekaj svojih oblek, pa sem razmišljala, da bi mogoče kakšnim tvojim klientom prišla prav. Vanessa, če te ne moti bil, kako jaz vzela? V naši mormonski skupnosti zbiramo oblačila za revne. Ja, seveda. Odlična ideja. Jamo. Jo, srce se mi trga, ker za našega župnika niti slišati noče. A res? Tale njen mormonski duhovni oče, kar se mene tiče, vse manj pretirava. Samo hvala Jezus gor, pa hvala Jezus dol. Včasih kdo res malo pretirava, ampak se s tem ni več narobe. Ja, se veliko motenih oseb. V mamini službi se tudi zateka v belo. Mislim, ne slabka s tem. Ne, samo veseli smo, da se je Alina končno spet ujela in našla svoj mir. Kar nekaj težkih trenutkov ima za sabo, a ne ljubica. Ja, ko so Brankata končno zašili in se mi ga je le uspel znebiti, se mi je čisto speljala. Vlačila sem se po mestu in popivala in kadila. Ti zablodela duša. Ampak Suzana mi je pomagala, da sem se spet našla in sem spoznala, da nisem slab človek. Prejšnji mesec sem se priključila mormonski skupnosti. Naša mala Alina. Fantje se kar puljo za njo. Vidi, Suzana. V tem mestu mi je vedno bolj všeč. Ko me čakam to božično rajanje danes. Rajši povej, s kom si zmenjena? A boš tiho? Kar povej, lepotička moja. Vanessa sploh ni tako nedolžna pri celih stvari. Samo tom debelcem. Kaj pa naj bi jaz imela pri tem? Spomladi je mišel koktejle na tvoji ohceti. Takrat so se spoznala. Samo. Joj, kot v filmu ti rečem. A si prišla, da te malo splezirava, Vanessa? Ja, prosim. No, potem pa kar sem. Moji vsakoletni orehovi rogljički. Joj, naša punca, danes je pa tvoj srečen dan. Ja, po 8 letih smo končno spet državni prvaki. Veste, sem bila na radiju. Ja, poslušala sem vas včeraj zvečer, perfekt. Ja, hvala. Kako pa to, da ste bili na radiju? Ja, kot promotorka navijačev teh naših peklenčkov, a ne? Ja. Blazno sem bila dobra. Tako doživet sem pripovedovala, da se ne da povedati. Ja. No, to je pa res lepo, da so vas povabili na radijsko postajo. Nič pobi. To je zdaj moja radijska postaja. Kaj? Pa ne, da ste res kupili radijsko postajo? Radio, haha, najboljši radio v celem mestu. Koliko stvari se naenkrat dogaja. Včeraj je državno prvenstvo, danes je božično rajanje, jutri imamo pa mormonski verski shod. Se boš čisto razvladla v tem našem velemestu. A ja, se res. Ti je pa letošnja kraljica Božiča. Ja, moj nečak in je radio, no, vse kdo drug pa ne bi bil. Hvala. No, pred leti bi morala biti jaz kraljica Božiča. Od glave do pet sem bila oblečena v bluza. Nastopala sem pa na melodijo naše male klinike. Ta melodija me je streljala čez vse moje nastope. Seveda smo bili ponosni na njo. Alina, lahko prevzameš v roke gospo Marijo? Vseh tim bom plunila. Dan, Agata. Hvala. Še
voda, narod pa že kar parkira po moji zelenici. Vso travo mi bodo podeptali. Ja, a boš kar z nami začela? Katero boš najprej popluvala? Sovražim te turiste, ki se natepejo sem. Dobar dan, gospa Agata. O, Vanessa, kaj pa ti tukaj? Jaz se bojim, da sem letos jaz ena izmed tistih turistov. Marija sveta. Imela si toliko soli v glav, da si se odselila iz tega s festivali obsedenega mesta, zdaj pa si ne znam predstavljati, zakaj bi pa šla nazaj zaradi enega všivka od ognjemeta. Meni bo všeč. Gospa Agata, mogla bi se nalezti malo božičnega razpoloženja. Ah, jaz kar prekipevam od božičnega razpoloženja. Vesel Božič. Sem okrasila vrt. Agata, table z napisom ne hodi po travi niso božične dekoracije. Si sem dodala tudi vejice omere. Tole spa sama naredila. Z lastnimi rokami. Jaz imam tudi zate darilo. Kaj imam še doma? Kaj moram še zaviti? Tako, Vanessa, mislim, da mi da počasi bova. Dobro, moram še popraviti. A ja, no, preden grem. Gospa Agata, a veste, da sem srečala enega vašega starega prijatelja? Oskarja Jenčeta. Oskar, to pa je preteklost. A se ga še spomnite? Seveda On se ga vas zelo spomnim. dober. Ne je tako grozno dolge dlake v nosu. No, zdaj jih nima več. Ne dlake, rast nima več problemi. 100 let je že odkar je odšel Oskar z mestom. Kdo bi si mislil, da je sploh še živ pod kule med vami? Ja, skupaj pojeva v cerkvenem zboru v Mariboru. Makar tako zanimivo življenje za sabo. Živel je nekje v Ormožu, nedavno pa mi je umrla žena. Zato se je preselil sem dol. A ima ta štorija poanto? Ne, pa niti ne. Razen to, da vas ima Oskar v zelo lepem spominu. Pa res ne vem zakaj. Oskar ni bil star fant, ampak jaz sem ga uspešno ognala in se poročila s prvim bebcem, kasneje pa še z drugim. Neuslišna ljubezen, koliko je meni to všeč. Gospa Agata, kaj pa če bi se enkrat vsi trije dobili? Mogoče pa ne. Zakaj pa ne? Vanessa, v nekaj 10 letih sem se poročila z 2 največjima idiotoma. Za povrh tega pa dobila še 3 najbolj nehvaležne otroke. Ljudje me imajo radi iz enega samega razloga, ker tudi Bog nima toliko darja, kot ga imam jaz. Eva, Agata, pa ne da v tvojih besedah, da znam tak pesimističen. Veš, Agata, če res tako čutiš, je to slabo zate. Lahko bi se en dan oglasila v našem centru. Vse zato smo tam, da pomagamo. Nisem nora. Sem slabe volje, sem že 40 let. No, Dina, kaj bo z temi mojimi oblekami? Ker vnotri prenesi. A ja, pa mami, grem še po zadnja božična darila. Kakšno kavaške darila za mamo? Za enega sem ji že povedala. Ja, no, pa da slišimo srček. Ja, kolikor vem, je to še skrivnost. Tukaj pa res nismo nikoli imeli nobenih skrivnosti. Kolikor misliš, ljubite? No. Jenčka bo dobila. Jo, čestitamo. Ja, Milena, zdaj boš pa babica. A se nič ne veseliš, da nas smeha z mamo. Pa so zdravniki rekli, da ne boš mogla imeti otrok. Pojma nimajo. To si jih presenetila. Rekli so, naj jih ne bi imela, kar pa sploh ni isto. No, grem po obleke. A ja, no, sej, danes vse prijete naš tradicionalno božično večerjo, ne? Seveda. Gospa Agata, boste prinesli vašo slavno pobotnico solačo? Ej, že kdaj nisem? Seveda, da bom. No, super, ker bo tam tudi Oskar Jenče. Ne moram verjeti, da je tole zakuhala. Oskar, po vseh teh letih, sploh ne vem, če še znam biti prijazna. Vanessa,
Včasih jo je samo srce. Ampak ta dojenček, to pa ni najbolj razveseljiva novica. Tako močno si ga želi, sam res ne vem. Ja, draga moja, toliko rada bi ti rekla kakšno pametno, pa nisem zadosti pametna. Zato se bom raje prepustila veselju v tej novici. Iskrene čestitke, Milena. Ja, čestitamo, res. Saj. Veliko sladkornih bolnic je že rodilo zdrave otroke. Vse bo v redu. Seveda bom Milena, boš videla. Prav imate, draga moja. Vse se bo še dobro iztekel. Nina? Gospa Milena, vas res ne moti, če jih jaz vzamem. Če mogoče mislite, da bi bili vaši pacienti. Ne. Vanessa je rekla, da jih lahko vzamete. In kakor Vanessa reče, tako potem tudi je. To sploh ni res. Ljubica, pri vsaki stvari hočeš imeti zadnjo besedo. Pa ne. Poslušate radio HaHa, najboljša radijska postaja v mestu. Nikar ne pozabite, danes popoldne vas pričakujemo v trgovsko-nakupovalnem centru. Obeta se vam pa izjemno doživetje. Oddajali bomo al fresco, se pravi pod milim nebom, za vse tiste, ki ne znate latinsko. Se pravi na terenu. Neverjetno, kaj? Da. Res, ne sanjate, za vas pripravljamo karaoke. Ni izključeno, da ne boste ravno vi eden od srečnih dobitnikov bogatih nagrad. Glavni sponzor je seveda kdo drug, pa naj bi bil nihče drug kot radio HaHa. Res ne smete zamuditi te edinstvene priložnosti, da spoznate mojo malenkost še v živo. Tako se boste lahko prepričali, da sem zares cool, pravi mačo in ni tak samo moj glas. Mislim, da se bom zdaj počasi kar odpravil tja. Pred vami pa je pol ure uživanja ob dobri glasbi. Ravno toliko, da se prebijem do nakupovalnega centra. Upam, da bo šlo vse gladko in brez zapletov. Glede na to, da me zdaj ne bo nekaj časa v studiu. Glasbeni blok začenjamo z meni najljubšimi, vedno zelenimi evergreeni. Za zdaj torej poslavljam na sedenje v shopping centru. Moja umetniška duša je končno pomirjena. Lepo ti paše. Zdaj, ko imaš dojenčka, se zdi, da nimaš toliko časa opada za smil. Res? Prav luškana si. Pa tvoji mami bo tudi zihar všeč.
Ma Suzana, pa bi umetla še nohte. Ja, pa sej ne morem verjeti 100 km naokolo mene, ki bi sploh hotla manikiro. Jaz celodnevnega lepotilnega tretmaja še zaračunati ne bi znala. Ja, jaz sem si pa danes želela res popolno tretma. Tudi mami pride potem na manikuro. Res? Ja. Ja, če bo šlo tako naprej, bom dala svoja vrata prebarvati v zlato in ime spremenila v Suzana Velika. Ja, manikira in nevarno nova frizura. Ja, kaj pa se dogaja, Vanisa? Saj veste, da imamo z mami vedno nekaj za bregom. No, če se vrnemo k prejšnji temi. Ja, Dan na tujim bredi. Jaz sem tudi mami. Ne zdi se mi prav, da se otroci in starši med sabo prepirajo. Jaz mislim, da morda vse skupaj še dobro premisliti. ja, pa sej se bosta ohladila, no. Moramo si pa priznati, da se ni le izbral najboljšega načina, kako jima je to povedal. Ja, kako pa ima, ne? Petega zvečer je prišel iz Ljubljane domov in je rekel, mama, foter, nekaj vama moram povedati. Imam samo še 3 mesece življenja, ker imam tumor na možganih. Kaj? Normalno, da se jim utrga. Potem pa reče mulc, ja, saj se samo hecam, v resnici sem pa gej. In oni mislijo, da so to tako lažje sprijazne z resnico. Ja, vam povem, pa brane, to se je totalno utrga. Ja, gospa Marija, kakšni so pa vaši občutki glede Markota? Ja, ne vem. Nisem še kaj dosti razmišljala o tem, ne? Nekaj vem pa za zihar, da bo Marko pa me zmeraj dobrodošel. No, to je pa lepo. Amen. Amina. Amen. Znanka mi je... Je še vedno tam zadaj, ne? Ne, zdaj so nad... Že vem, ja. Ja. A je ona molila? Ja, kako pa to? Ne vem, mogoče za Markota, Daneta in Fredo, mogoče za nas, ki smo upravljale, ali pa je samo počela elastika na gatah. Kaj je več časa? Kar naprej mora. Ja, od pustnega toka se mi zdi. Imela je na izbiro, da gre s sošolkami iz verske vzgoje na vikend verske vzgoje, ampak imela je tudi na izbiro, da gre z mano in še 2 grešnicama na pustno rajanje. In v petek odide od nas ena taka prijetna in razumna punca. V torek pride nazaj versko blazna mormonka. Kaj ga pravi njen fant na vse to? Sploh ne ve, kaj bi. Čist je nor na njo. Prav, da bi se z drugim moškim še nekako sprijaznil, ampak z očetom, sinom in svetim duhom, to se pa ne more. Jaz sem tudi verna, ampak to se mi pa zdi rahlo pretirano. Ja, sej, jaz tudi ne vem več, kam naj se obrna. 2 sinova imam in za oba se tresem, da bosta končala v peklu. Tale, ki imam pa na pol že za svojo, je pa tako zagreta, da bi si jo še Jezus upal predstaviti svoji mami. Ja, veste, moj Marko je pa tako pozoren. Tale broško mi je podaril, a ne flisno. Ja, gospa Marija, Ja, pa ima veš Marko, no, saj veste, a ima prijatelje. ja, veste. Jaz sem ga kar naravnost vprašala, ne. Vprašala sem ga, kako se najdejo med sabo. Ja. Pa veste, kaj mi je povedal? Da se vsi geji med sabo najdejo tako, ko vsem na čelu utripajo take lučke in da je vsem ime ali Jan, ali Marko, ali pa Maj. Kaj je tako smešnega? Gospa Marija nam je pripovedovala zanimivo zgodbo o utripajočih lučkah. O, meni so moje zelo všeč. Ja, kdaj imaš pa ti utripajoče lučke? Ja, že kakšne 3 tedne. Me je moj vnuk prepričal. Imam v dnevni sobi. Se res, kako se pa ima kaj boš vnuk? Že celo večnost ga nisem videla. A v redu je naš Maj. Sem vam prinesla paradižnike. Prve letošnje. Pa nisem vzel nekaj paradižnikov. Ti si se pa postrigla? Ja. Se ti paše? Res?
Mija, daj, vzem nekaj paradižnikov. Jaz jih imam še pa še. So brez kalorij. Agata, kaj pa je dom s tabo? Ste se že skoraj dobre vole. A si kakšnega otroka povozila, kaj? Hočeš paradajz, ali ga nočeš? Ja, ne mi da čisto vseh. Enej, moram vzeti. Jaz jih ne prenesem. Se prizadevam, kolikor moram, da ne bi jedla zdrave hrane. Preko bo mojih, da bo fuč, boljš bo zame. Se prav trudim, da vnesem dovolj kalorij v dieto. Gospa Agata, zakaj potem sploh sadite ta paradajz? Ja, to se v naših krajih spodob, da stare ženske rijejo po zemlji. Nisem si jaz tega zmislila, ne mene sprašujete. No, zdajle, ko smo glih takole lepo zbrane, vam moram pa nekaj povedati. Sem šla do nabiralnika po pošto in sem videla, da me je nekdo vključil v neke vrste pisansko verigo. Začeli so pa mormoni. Gospa Agata, to ni nobena pisanska veriga. To je projekt naše skupine. Imenuje se pa Ponudi roko v pomoč. V vsaki skupine si je mogel izbrati nekoga iz mesta, za katerega misli, da je v hudi duševni stiski. Očitno smo se vsi odločili za vas. Samo toliko, da veš, molt za neznance je višek nesramnosti. Veste, ponuditi roko Agati v pomoč pomeni dobiti nazaj tak okravljen štrca. Ja, a se res, še dobro, da sem se spomnila na misel. Prihodnji petek greva silo v gledališče. Pa sem mislila, če greš tam vidva z Jakobom tudi zraven. Saj bi, ampak nažalost ne morava. Ja, gospa Agata, zakaj pa vi ne bi šli z Marijo v gledališče? Ja, res ti ne manjka, če si malo razširila obzorje. Ti si razširjaj obzorje po svoje, jaz si ga bom pa po svoje. Tako imam že svoje plane. A ja? Grem v Sevnico, da bom odkrila svoje barve. Odkrila kaj? Svoje barve. Testirali me bodo, ali sem poletni, pomladanski, jesenski ali pa zimski tip barv. To mi je podaril Oskar. O čem ti govoriš? Ja, vsak človek ima svoje idealne barve. In potem te testirajo, a spadaš v poletni, pomladanski spekter. Potem pa veš, katere barve ti pašejo, kako je potem dobro zbirati novo garderobo. Ja, to je res. Česa, tako trapastga pa res še nikoli nisem slišala. Ja, to je zdaj blazno in. Ja, gospa Agata, kako pa kaj poteka vaša zgodba z Oskarjem? Že nekaj časa sem me želela vprašati. Ja, kar v redu. Me niti ne moti njegova družba. No, vsake toliko. Jaz sem lahko povem iz prve roke, da se kombi zvečane fuksija ustavi pred njeno hišo vsaj dvakrat na teden. Če pa ve, da imam rada rože. In povem vam lahko tudi to, da se en avto parkira v njeni garaži vsaj enkrat na teden. No, zdaj ste pa me. Razmerje imam s Fordom. Agata, ne mi zamir, že toliko dolg me tako matra, da bi te nekaj vprašala. Ja, A vidva z Oskarjem, se veš, no? Čakaj, da si jaz to poskušam predstaviti. Kako bi to izgledal? kdor je pokvarjen, je pač pokvarjen. Sicer se vas pa to čisto nič ne tiče. Samo prijatelj sva. On bi sicer rad kaj več, ampak jaz se pa ne znam odločiti. Pri teh letih bi si pa res lahko že rekla, da boš vragoco roke, da pa golob na steni. Sploh pa čisto taka tista njena Marcina. Samo v nem kotu ti pa se slim. No. Nobenih žaljivih besed v mojem salonu, prosim. Kaj pa jaz moram, če se moški še kar lepijo name? Se res, Vanessa, da nam boš dojenčka prišla pokazati. Ja, imam fotografije s sabo, ki želite videti. Ja, seveda. A si že kaj zredil? Ja, se je, ja, zdaj ima že dobrih 6 kg.
Joj! Jaz sem, vedno so bili pa težki trenutki, kaj? Ja, Ježiš Marija, kakšen drobižek. Ko se je rodil, je imel manj kot kilo. Prav je, da boš vse nadoknadil. Ja, so bili pa težki trenutki, kaj? Jaz sem še vedno čez preč, saj da se spomnim, kako je bilo. Potem pa nekaj te misel tako. Dost je. Naš mali Jakob je živ kot popar, čeprav se je rodil 2 meseca in pol razgledal. Joj, Vanessa, ne najlažje si preveč dela, kar naj se lepo zmiga tale tvoj možek, pa ti malo pomaga. Časi so se spremenili, zdaj mora tudi moški poprijeti. Ja, pa vse mi pomaga, no. Naj bi sicer pravi, da ne, ampak ni. Včasih, kadar se spomne, to v bistvu ni preveč pogosto. Veste kaj, v bistvu ni za nobeno rabo. Ja, je pa res, da dobro zasluž. Ja, no, to je pa res. Se je res, drage moje gospe, da ne pozabim, za soboto moramo malo prirediti urnik. Ker moja Alina gre namreč na več kot zaslužen dopust. Greš na počitnice? Ja. Ja, pa nam ne boš povedala, kam greš. Ne, to pa ne. No, Alina, mene bo pobralo od Firpca. Mene tudi. Samo smejale se mi boste. A sej veš, kako rada poslušam te tvoje neskončne razlage o duhovni rasti. Kar naprej bi te poslušala. Alina gre na prijeten oddih v tabor na Razpotju. Ja, pa mislim, da še nisem slišala za ta tabor na Razpotju. To je tako mormonsko naselje. Cel teden se bomo posvečali prebiranju svetega pisma, molitvi in meditaciji. Obkrožene bomo z naravo, obdane bomo z lepoto, ki jo je ustvaril Bog. Ja, pa vodne poste boste imeli tudi? Ja, da je Jagata plus. Kaj, jaz bi samo rada čim več zvedla o tem taboru v Zakotju. Mogoče bom pa šla. Ja, ta prava se oglaša. Zadnja vera vedno zadnja stvar na svetu. To pa ni res. Ko smo bili v šoli, smo se s prijateljicami oblekle v nune in šle pecati po bifejih. Ja, Alina, da greva še kar tudi z vami. Ne, je rekel, da bi raj drek požaril. Jaz moram svojo vnukinjo vprašati, če je še zmer pri Jehovcih. Ale vaša verska preobrazba je neka dolgotrajna zadeva. Gospa Agata, nekaj vam moram povedati. Včasih me res skrbi zaradi vaše vere. Otrok moj, moja vera je že v redu, ampak lasje Boga boječe čakajo na moj blagoslov. Agata, da te ni sram. Je že v redu, Suzana. Jaz imam gospo Agato zelo rada. Večkrat molim za njo. Včasih zelo večkrat na dan. Dobar dan vsem skupaj. Vanessa. Mami, meni je prav všeč. 1, 2, 3 pa so že suki. Ja ti, ljuba duša. Ja, Marija, sveta, pomagaj. Mami, lažje bo z Jakobom. Se ne bom rabila toliko urejati. Ja, da si imela tako kratke lase, je bilo še v vrtu. Ja, vem, Jažo. Saj ti paše. Res, se ti ne zdi, da sem že prestara za tako frizuro? Ne, zelo si lepa. Kako je, kaj s tabo, ljubica? Na redu sem. A ti? Kako si? Tudi. Ma, nekaj sem ti prinesla. Ja? Boš potem pogledala. Ja, Milina. Mora biti pa res tako lepo, ker ste spet zbrana cela družina, kaj? Ja, je zelo lepo. Ampak to se ne zgodi prav pogosto. Kakšen poseben razlog? Ne. No, ja. Sam to, da se malo vidimo. Je pa res, da sva imela z Dejanom prejšnji teden obletnico poroke. Ja, pa da mi nič nisi povedala. Pa veš, da bi vama kaj spekla. Dejano, boš ali tisto mojo čokoladno bombo? Ja, prejšnja leta se nama to ni zdelo nič kaj posebnega. Ja, katera obletnica pa je letos sploh? 30. To pa je številka.
Kaj se pa reče za 30? Kako to misliš? Ja, saj veste, najprej so medeni tedni, potem dolgo nič, po 7 letih pravijo, da pride kriza, 25 je srebrna poroka, pri 30 sta pa ziher že oba na marihuani. Jo, kaj bi rekel Dejan, če bi te slišal? Dejan nima pojma, kaj je to marihuana. Sicer se pa zelo rad hvali, da on pa že ni nikoli živčen. Kar je pravzaprav zelo ironično, če pomislimo, koliko nas je po vseh teh letih živčnih zaradi njega. Veste kaj, punce, ne smem ga sam kritizirati. Res, da je malo sekan ta moj možek, ampak dober. Dober kot kruh. Ja, zadnje čase se prav lepše obnaša. Sem ga včeraj srečala v trgovini in je izgledal prav spodobno. Sem samo že začela nasmihati, preden sem se zavedala, kaj počnem. Zadnje čase se nama dogaja nekaj blazno čudnega. Kot da bi na novo odkrivala vse te stvari, zaradi katerih sva se nekoč toliko zbližala. Ko smo bili majhni, nam je šlo prav na kozlanje. Če ste la mami in očka romantična. Ampak v bistvu sta pa prav simpatična. Res smo se imeli lepo ta teden. Ja. Zgleda, da nama z Dejanom tu in tam vseeno uspe ujeti kak romantičen trenutek. Saj ne vem. Ne vem, a je sreča to, da imam, kar imam, ali to, da vem, da to imam. Ja, no, to je pa že prevelika filozofija zame. Sploh pa je zadnji čas, da dvignem sidro. Sej, mi pa so pa končali. Vanessa, nekam bleda se mi zdiš. Kaj si v redu? Ja, mami, sem v redu. A ti si v redu? Ja, drage moje dani, če boste danes popoldne kaj šel na kupovalni center, ste vse zelo lepo vabile, ko bomo imeli eno oddajo pozdrav o poletju, ko jo sponzorira naš radio. Vanessa, ja kaj si si pa naredila? Se to nič ne boli. Od česa pa imaš to? A si videla Milena? Sem videla. Ja, ampak zgleda, ko bi se šel noč zabadala. Ko pa je to? Mami, a jim poveva? Ja, najbrž nima več smisla odlašati. Glejte, Vanessa si zabija žeblje v rogo. Milena! Na dializo hodi. Kaj? Dializo? Na dializo. To je da... Vemo, kaj je to. Ljubica, prosim, da nam poveš, kaj se sploh dogaja. To se to ni nič kaj tasga. Res ne. Pa ne med ko gledat, no. Koliko časa pa boš na dializi? Nekaj mesecev. Milena, jaz sploh ne morem verjeti, da o tem čisto nič ne vem. Zakaj ne nisi nič povedala? A bi bilo kaj drugače, bi vedela, nič ne bi mogle pomagati. Ja, to bi lahko. Si pa sebična, skrajno sebična. Nehajte. Našete se, kot da to ne vem kaj. Ja, a ni? Ne. Nosečnost je bila prehuda obremenitev za moje ledvice. Zato sem jo odpovedala. Samo to je. Zdravniki so rekli, da mi bojo sedeli nove ledvice. Samo to. Ona ti mirno reče samo to. Ja, pa boš celo življenje na dializi. Ja, lahko bi bila, ampak ni preveč praktično. Sploh, če imaš malega otroka, ki ne zna videti niti sekundo pri miru. Zato bom dobila novo ledvico. Tako Ne bo preprosto. vse v redu. Tako preprosto je to. Ja. Ja, ampak, a ni najtežji del priti do ledvice? Je. Jaz sem to enkrat gledala po televiziji. Vam povem, kaj počnejo s temi ledvicami. V take hladilne torbe, ko je pivo noter, dajo pivo ven, pa dajo ledvica, pa srca, pa ne vem kaj, še vse noter, pa hardi na avion. Kaj? Ja. Ja, res je tako. Mora grozen boleti. Ja, najbrž res je. Na dializi srečujem ljudi, ki že več let čakajo na ledvico. Groza. Ampak mene bo več treba čakati.
mami mi podarila svojo ledvico. Milena, kaj? Pa, Ja, kdaj pa? Jutri zjutraj gremo v bolnico. Milena, jutri boš podarila ledvico Vanesi, nam pa čisto nič nisi povedala. Suzana, a bi mi lahko šla, prosim, urediti lase? Nimam veliko časa. Vedno se mi je zdelo nemogoče, da bi jaz kdaj ostala brez besed. In točno to se mi je likar zgodilo. Milena, pogumna si, res si pogumna. Vanesa, če ne bi nič povedala, jaz sploh ne bi opazila, da tebi kaj fali. Alina, to je verjetno najlepši kompliment, kar sem jih kadarkoli prejela. Žal mi je, da vam nisem prej povedala, ampak tudi midve so izvedeli šele prejšnji teden, ko smo bili vsi na preiskavah, pa jaz najbolj ustrezam. Kako to mislite ustrezate? Ja, fanta sta še mlada, pa ne bi rada, da gresta skozi vse to. Dejanove, tečne, stare ledvice, pa itak noben ne bi maral. Pa še nekaj je, to pa je najboljše do vsega. Preiskave so pokazale, da sem v odlični formi za svoje leta. Lahko bi se kosala tudi s kakšno 10 let mlajšo. Kaj pa pravite na to? To mora grozen boleti. Vanesa, prej sem klatla ene neumnosti, kako bo boljš, ko bo moje telo fuč. Tega nisem tako mislila. Gospa Agata, je že v redu. Jaz sem en grozen človek. Ne, nisi, Agata. Ti bi tudi podarila ledvico, magari svojemu psu, če bi bilo treba. Brec pa takoj. Ampak, ko sta videla lahko tako mirna? Ja, jaz sem srečna. Poglejte vendar, kakšno priložnost imam. Večina mater lahko svojemu otroku sam enkrat podari življenje. Jaz pa ga imam možnost svoji hčeri podariti dvakrat. Kaj bi lahko bilo boljšega od tega? Sicer pa Vanesa nujno potrebuje zdravje, če želi skrbeti za svojega malega nagajivička. Jaz imam 2 ledvici. Rabim pa samo eno. Gospa Milena, jaz bom šla kakšen dan kasneje na počitnice, da bom med operacijo čakala z vašim možem. Hvala, Alina, ampak ni ti treba samo zaradi tega predstavljati svojih načrtov. Jaz bom pa poskrbela, da bom imel Dejan kaj za jesti. Ja, Milena, ti kar pozab zdaj na kuhinjo. Bože, mi brez Agato za zdaj poskrbeli. Zelo sem vam hvaležna, pa vem, da vam je Dejan tu. Res, zelo si pogumna. Vanesa, daj, poglejmo tvoje darilce. Ja, vse res, ja. Pomagaš, prosim. Ja, se res. Mohti. Roza je. No, a ne bom izgledala super? Bog s tabo, Vanesa. Najbolj seksi punca v celi bolnici boš. O, kaj pa jaz? Glejte, da naj prijeta piskati. Vanesa, jaz bom v tvoji posli, ko se boš zgodila, pa v tvoji tudi, Milena, bom že nekako uredila, da bom probej skrat. Jaz bom pa poskrbela, da bo Dejan med operacijo čim bolj miren. Res smo dobri pravi. Sri, Suzana, a vas lahko nekaj prosim? Seveda. Toliko dolgo sem imela lase, a bi jih lahko vzela s sabo. A se vam zdi to zelo grozno? Ne, to tako vse naredijo. Res? Ja. Dobro, potem bomo počasi šla. Ti rabi še nekaj časa, verjetno. Jaz pa grem še malo do očka. Prav. Veste, Dejan vse to zelo slabo prenaša. Že vsaka malenkost ga sprostira. Pazi soček nohti. Ti bom lase dala v škatlo, pa ti jih bo mama prinesla. Ker nič ne spet. Vse vas imam tako zelo rada. Ja, no. Gospa Marija, a vas lahko nekaj prosim?
Ja, ti kar povej. Naslednjič, ko boste govorili z Danetom in Bredo, vem, da sta vsa iz sebe, zaradi tega z Markotom, ampak nekaj jima povejte. Čeprav se jima to zdi nekaj najbolj groznega na celem svetu. Jima jaz pravim, in se kar čim prej pomirita. Še danes jima bom povedala. No, Suzana, kaj pa zdaj s tem mojim radijem? Ponosimo naše peklenčke ob njihovi 14. gladki zmagi. Če bodo še naprej igrali tako dobro, imajo vse možnosti, da ponovno osvojijo državni pokal. Še enkrat je rezultat, ponovno ki jo je prečastiti QC Bennett naslovil na okrajni svet za šolstvo, zaenkrat nimamo nobenih novic. Za vse tiste, ki še ne veste, prečastiti QT Bennett, duhovnik okrajne mormonske skupnosti, se je namreč pritožil, češ, da uporaba hudiča kot maskote mladinskega nogometnega moštva spodbuja satanizem med mladimi v naši skupnosti. Ko smo za komentar na pritožbo prečastitega prosili glavnega trenerja peklenčkov Wadija Thibodeauxa, nam je ta odgovoril, citiram, recite mu, naj se pogleda hudiču. Draga moja, žal mi je. Prva možnost bi bila v ponedeljek. Sponzorja žrebanja sta pa tudi radio Haha in Mahničeva žaga. Svidenje. Koliko dobro ga rešajo. Gospa Benč je dobitnica vikend paketa v Toplicah in letna zaloga vezanih plošč, ki je podarja Mahničeva žaga. Tako rekoč najboljših vezanih plošč na svetu. Če se pa odpravljate z doma, se dobro zavite, danes ne bo več kot -3 stopinje. -3 stopinje? Prav si imela, Suzana. Ja, res nenavadno hladno za ta čas. Sovražim tak vreme. Ko je tako hladno, moje roke postanejo čist vijolične. To pa ni v moji barvni paleti. En Bolin je imela 6 prst. Kdo pa je Ana Bolani? En Bolin. To je bila ena izmed žena od Hine Krause. Nikoli ne gledam angliške, ne zanimam. Ampak 6 prstov je. Zadnje čase pa res vse zveš v Lejni. Marija, Rutka mi je res všeč. Ko si pozorna, res fajn preživel mleko. Ja, veš, edino, kar nas loči od živali, je to, da si znamo dodatke zbegati. Meni je ta francoski parfum res všeč. Se bom kar še enkrat našpricala z njim.
Joj, ne razmetavaj, Alina, ta stvar ni pocen. Ne porabi vsega naenkrat, srček. Prav ganjena sem, Marija, da si se v Parizu spomnila na nas. Ja, no, vse je bilo kar zabavno nakupovati. Tudi tvoja mi všeč, Agata. Mogoče si jo bom pa kdaj sposodila. Ja, seveda. Kaj pa ni všeč, ne? Seveda, da mi je. Tako je šarasta, da se sploh ne bo videl, pa si jednak. Tako je ledeno, noge imam čisto trde. A kava malo okus pogumi. Alina, ne pozabi kupiti novega filtra. Siri se, kjera danes že kaj videla? Jaz ne. Pa sem takoj letela gledati, ko sem prišla do njo. Pa mislite, da bo prišla? Znam, mislim, da je frizura zadnje, kar ima. Kdo bi vedel, kaj imam v misli. Ampak mogoče me bo pa vseeno rabila, zato sem za vsak slučaj tukaj. Suzana, jaz sem zelo vesela, da imaš danes odprta. A ja, Alina, kdaj se bosta pa sama to preselila? Šele drug mesec. Ne me spominjati, pa prav zdaj, ko bom postala tako rekoč babica. Sej ne greva delač, samo na koncu ulice. Zdaj bova pa res ostala samo še jaz, pa moj stari. Suzana, bud vesela, da ga imaš. Veš, da bi ga pogrešala, če ga ne bi bilo več. No, ampak, veste kaj? Včeraj se je po dolgem času spet skopal s kavča in rekel, pojva nekam ven jest. In najprej sem pomislila, da so prestavili njegovo TV oddajo, ampak potem je pa rekel, da se mu obeta posel. Super. Živjo, Milena. Kar naprej. Pozdravljena doma, Marija. Kako je bilo v Parizu? Ja, zelo krasno. Čist preveč sem jedla. Nekaj sem ti pa nesla. Pa ne bo treba. Ne ugašaj Vanesinega radija. Všeč mi je, da je hrupno. Veš, danes do popoldneva bom predvajala samo Vanesine najljubše skladbe. Sem slišala, ja. Presenečene boste, kaj vse boste slišale. Sej ni važno. To je za Vaneso, Milena. Milena, ti sem povej, če boš kaj potrebovala. Hvala. Suzana, a misliš, da bi se ti posrečil kakšen majhen čudež z mojimi lasmi? Seveda. Vem, da zgledam kot povožena kura. Joj, 1, 2, 3 pa bom nekaj izčarala. Kako je s tabo, ljubica? Jaz sem kar v redu. Malo me skrbi za Dejana. Fanta sta pa prišla včeraj in Jakob ne. Sicer pa si res težko privoščiš biti mračen, če ti malček gre okrog. Ja, ampak ko sem odhajala, je bilo z njo še vse v redu, a ni bilo? A lahko govoriš o tem? Ja, seveda lahko. Ko je Vanesino telo zavrnilo mojo ledvico, je morala spet na dializo. To še veste. Nekaj mesecev se je kar dobro počutila. Od prejšnjega tedna pa je šlo kar naenkrat vse narobe. Kot bi se sesule domine. Zdravniki so potem predlagali manjšo operacijo. Ko so jo peljali operacijsko, mi je rekla, mama, to še potrpim, pol mi bo pa ziher boljš.
Dal se je narkozo. Po svoje je imela prav. Mogoče je vedela, da imaš na prav. Ja, Alina, mogoče. Morala bi se veseliti. Želim si, da bi lahko tako čutila. Najprej sem malo sebična, ampak raje bi videla, da bi bila tukaj z nami. Gospa Milena, nočem vas jeziti, ampak kadar se zgodi kaj tazga, jaz goreče molim, da bi razumela, zakaj mora tako biti. Vanessa si je tako zelo želela skrbeti za svojega otročka, pa za nas in za vse okrog sebe. Ampak za njeno bogo telo je bilo to preveč. Ampak meni je zdaj veliko lažje, ko vem, da je tam gor in misli name. Hvala, Alina. Pametno razmišljaš. Same veste, da Vanesi ne bi bilo prav, če bi nas videla vse tako poklapljane. Ona bi to sprejela kot del življenja. Ja. Tomaž je rekel, da se sploh nisi ganila od njene postle. Ne. Nisem mogla zapustiti moja Vanesa. Zanimivo je, da sem oba fanta zelo težko rodila. Vanesa je pa kar padla ven. Še isti dan po porodu bila šla kar domov. O tem sem premišljevala ves čas, ko sem sedela ob njej, ko je bila v komi. Ker nekako sem pričakovala, da se bo vstala, pa se začela prepirati z mano. Nazadnje pa smo vsi dojeli, da ni več upanja. Takrat me je zajela panika. Prve trenutke po tistem, ko ste odklopili z aparatov, sem mislila, da me bo konec. Dejan ni zdržal in je šel ven. Tudi Jakob ni zdržal, tudi on je šel ven. Zdaj se mi je hecno. Jekleni možje, a se ne reče tako? Jaz pa nisem mogla iti. Sam sedela sem tam in jo držala za roko. Piski so poskatali vse redkejši, dokler ni nazadnje vse utihne. Nič se ni ganil. En sam mir. Takrat sem spoznala, kakšno srečo imam kot ženska. Bila sem zraven, ko je ta čudovita punčka prišla na svet. In bila sem zraven, ko ga je zapustila. To je bil najdragocenejši trenutek v mojem življenju. No, lahko da se ti v glavi meša od hudega, ampak na njej ti pa vsak lasek prav stoji. Nisem vedela, če bom imela čas, če mi sploh bo za priti. Do zjutraj pa sem si blazno zaželela priti. A ni to trapasto? Ni. Zdaj bom pa raj šla. Čakaj, poglej se še zadaj. Super je. Tako kot zmeri. Veste kaj? Vanesa je imela prav. Res gleda kot hokejska čelada. Ljubica, used se nazaj, a si v redu? Ja, super sem. V polni formi. Lahko bi šla teč 20 kilometrov. Moja hči pa tega ne more. In tudi nikoli ni mogla. Tako sem besna, da se mi kar tema dela pred očmi. Rada bi vedela, zakaj. Rada bi vedela, zakaj je morala Vanesa umreti. Ne morem razumeti. Moj Bog, kako si želim, da bi lahko razumela. Ne bi se smel tako končati. Jaz bi morala iti prva. Vedno sem mislila, da mene več ne bo. In tega ne prenesem. Tako sem besna, da bi koga udala. Toliko časa bi udrihala po njem, dokler se ne počutil tako grozen kot se jaz. Največ bi koga udala. In to močno. Mahamo! Dej, pa imaš eno! A se te čist mešan? Milena, dej, lepo da gore dol, ti sem eno prvač. A se te čisto trga? Marija, si zmešana, kaj? Pa ja boš prebutala, ne? Suzana, poklič policijo. Lepo da gore dol, sem ti že rekla, ti sem eno maham.
Marija, nehajte. Spust me, Marija, pomir se, no. Sam da veš, zamudila si življenjsko priložnost. Veš, koliko ljudi v tej vasi bi si blisal, vse prsto, če bilo haga ti eno prmazali. Kaj bi pa mi brez Marije in njenega smisla za pomoč? Joj, Marija, res si hudobna. Take, ki ti bi bilo treba spraviti sveta. Milena, oprosti. Ampak vsak se na svoj način spopada, žalost. Reda, Marija, smo se vsem razvedrile. Ja, moram priznati, da sem se malo smejala. Čeprav se niste obnašali prav nič krščansko, gospod Marija. Alina, ljubica, ti se boš mogla malo bolj sprostiti. Ja, tudi moj mož, prav prav. Agata, pa sej veš, da te moraj skloka pokreto župano. Ti si pa pokvarjena kot stara salama. No, zdaj, ko sta se pa bitve pobotale, pa spustimo našo Mileno domov. Ja, vi kar prejte, mi bomo že. Ne bi se smela tako obnašati. Zaradi mene zdaj vse jokate. Res mi je žal. Smeh skozi solze je moje najljubše čustvo. Sej, mogoče je bil res že čas, da izbruhnem. Zdaj bom tudi doma lažjokal. Pa tudi Dejanu bo tako bolj prav. Res sem vesela, da sem danes prišla in tudi Vanessa bi se imela zelo lepo, če bi bila tukaj z nami. Ja, sem prepričana, da bi se res. Zdaj moram pa res iti. Milena, obljub, da boš poklicala, če boš kaj nabila. Slišaš? Če bo imela pa telefon zaseden, pa kar mene pokliči. Milena, ti kar mene pokliči. Kar mene pokliči, jaz nimam nikoli zaseden. Bom poklicala. Gospa Milena, ne vem, če je najbolj primeren trenutek, ampak samo o tom sva razmišljala, da če bo punčka, bi dala ime Vanessa, če vam je prav. Joj. Če mi je prav, Vanessa bi bila navdušena. Ji bomo kupili vse roza. Ja, kaj bo pa, če bo fantak? Najbrž Vanessa. In tako je tudi prav. Življenje mora iti naprej. Milena, vem, da boli, ampak vse bo boljš. In če te prime, da bi koga udarila, ti sam prid, pa vem vse kaj. Ne bom se zlomila. Lahko tudi kaben prideš, pa mu sekaš. Mogoče pa jo še primem za besedo. Če veste, nekako ste čudovite. Pa še kako vemo. Tako je že boljš.
Ne, pa smo štimali za vse. Oj. Jaz sem retardiran, ne znam tega gasniti. A kdo se že s tem ukvarja? Ja, jaz nimam pojma, pač tako bil sem okej, dobro, če daš roko gor, veš, verjetno je moglo biti nekaj zaklikati, ampak ni nič od tega. To je zoom. No je za ugasniti čist, po moje. Se za ugasniti celo? Ja, razen če je tle gor, verjetno. Nekaj dela. Ampak ne, jaz. Se, to da je